Naš pokojninski sistem v bistvu bazira na že zelo starem Bismarckovem sistemu v osnovi in temelji dejansko na treh glavnih stebrih. Prvi steber je plačilo prispevkov skozi dobo zavarovanca, drugi steber je ta doba, je zelo odvisno od tega, kako dolga je ta doba, in tretji steber je pa dodatni steber, to je pa solidarnost do tistih, ki ne pridejo z temi prvimi dve stebri na normalno situacijo. Zahteve Pavla Ruparja so popolnoma nerealne in izrazito populistične. To pomeni, če bi se slučajno uresničile, bi bila popoln kolaps pokojninske blagajne, saj bi sistem, ki velja zdaj, glede na to, da je višina pokojnine odvisna od plačila prispevkov in dobe plačevanja teh prispevkov, popolnoma razpadel. To pomeni, da bi celo nekdo, ki ima bistveno nižjo dobo, je plačeval bistveno nižje prispevke, imel celo višjo pokojnino od tistega, ki je recimo delal popolnih 40 let. Za kakovostno bivanje starejših je več faktorjev. Višina pokojnine je le eden izmed teh faktorjev, ki dejansko vplivajo na to. Drugi faktorji so še jasno dobro urejen zdravstveni sistem, dobro urejena tudi dolgotrajna oskrba, za katero se prizadevamo, da bi uredili, kajti dolgotrajna oskrba dejansko prinaša tukaj podaljšanje bivanja na domu, kar pomeni daljša socializacija naših zavarovancev oziroma upokojencev v teh primerov. Pokojninski sistemi so v celem zahodnem svetu pod velikim pritiskom. Sistem piramide, demografske piramide se je popolnoma porušil, ker vemo, da ljudje živijo dlje, v zadnjih par letih se je precej podaljšala življenjska doba tako moških kot žensk, in je potrebno pač tukaj narediti te sisteme take, da se bodo prilagajali tem demografskim spremembam. Mislim, da bo z novo reformo potrebno pripraviti cel kup nekih rešitev, ki bodo starejše zaposlene pripravljale na upokojitev, ki bojo omogočale nek normalen in počasen prehod v sistem upokojitve, s tem, da se bo na nek način tudi zmanjševala njihova delovna obremenitev. Ves čas mislimo na starejšo populacijo, ki smo vključili tudi v zelo pomemben del naše koalicijske pogodbe. Nenazadnje v času energetske krize smo poskrbeli za najranljivejše skupine, kamor spada tudi velik del naše upokojenske populacije. Med drugim smo dali poseben energetski transfer, zvišali smo socialne transferje in nenazadnje smo tudi povišali predčasno pokojnine z redno uskladitvijo v oktobru mesecu za 4,5%. Najvišja do sedaj redna uskladitev v zadnjih 15 letih pa je bila z 1. marcem, kjer so se pokojnine zvišale kar za 5,2%. Z našo koalicijsko pogodbo izpolnjuje tudi zaveza, da bomo do konca leta poskrbeli za zajamčene pokojnine v višini 700 evrov.